Hvala za besedo. Ne pretiravam, če rečem, da je aktualna vlada ena izmed najbolj protidelavskih vlad, kar smo jih lahko videli v tej državi, in videli smo jih mnogo. Verjetno nikjer to ne pride bolj do izraza kot na področjih, na katere ta vlada sicer prisega, pogosto z visokimi krilaticami domoljubja, kot je to represivni aparat policije, represivni aparat vojske. A resnica odnosa te vlade se izkaže v njihovem odnosu do ljudi, ki tovrstne sisteme držijo pokonci, ki v njih delujejo. V primeru področja obrambe so to gasilci oziroma to, kar je tema mojega poslanskega vprašanja, vojakinje in vojaki. Sindikati na področju obrambe so nasprotovali že zadnji spremembi Zakona o obrambi, s katerimi naj bi se uredil status vojaka po 45. letu, pa se v resnici ni, in so namesto tega glasno podprli alternativni predlog, ki smo ga v obliki amandmajev predlagali v Levici. Kaj se je zgodilo zatem je, da je Sindikat vojske, obrambe in zaščite še naprej javno opozarjal na nepravilnosti v vojski in sledilo je odkrito šikaniranje delovanja sindikata, še posebej najvidnejših sindikalnih zaupnikov. Zadnja ofenziva Ministrstva za obrambo in Generalštaba je bila usmerjena proti podpredsedniku tega sindikata Boštjanu Koreljcu. Zakaj gre v podrobnostih? Naslednje. Boštjan Koreljc je februarja lani, dobro leto pred iztekom pogodbe za določen čas, zaprosil za spremembo v pogodbo za nedoločen čas. Marca je pozitivno mnenje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi podal poveljnik polka, kjer službuje Koreljc. Konec marca je bil potrjen zapisnik seje kadrovskega kolegija načelnika Generalštaba, vključno s tem sklepom o zaposlitvi za nedoločen čas. Potem pa se je pol leta kasneje v zapisniku kadrovskega kolegija načelnika sektorja za kadre znašel sklep o negativnem mnenju k pogodbi za Koreljca. Koreljc naj bi bil neodziven med postopkom varnostnega preverjanja, o katerem sploh ni bil obveščen. Kar je najbolj čudno, je to, da zakoni in podzakonski akti jasno določajo, kdaj se postopek varnostnega preverjanja lahko začne, in vprašanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ni med njimi. To preverjanje bi se lahko, mimogrede, izvedlo samo v primeru suma varnostnega zadržka, ampak v takem slučaju bi moral tovrsten osumljenec izgubiti cel kup privilegijev v odnosu dostopa do informacij, kar se pa v tem slučaju ni zgodilo. Zato postavljam zelo jasno vprašanje ministru Toninu. Ali boste zaščitili sindikalne predstavnike vojakov in njihove delavske pravice? Ali boste zagotovili transparentno vodenje vseh kadrovskih postopkov? In ali boste preprečili nadaljnje zlorabe ukazov in predpisov s področja varovanja podatkov za vodenje prikritih kadrovskih postopkov zoper člane sindikatov, zlasti zoper sindikalne zaupnike v vojski? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Moj odgovor je da, ker smo na Ministrstvu za obrambo in tudi v Slovenski vojski dolžni ravnati na zakonit način in v skladu z vsemi postopki, ki so predpisani. Seveda pa poslanec Kordiš po najini stari navadi, bi rekel, se strinjava, da se ne strinjava, in tudi v tem primeru nima prav, zato bom jaz dejstva predstavil takšna, kot so. Nadporočnik Boštjan Koreljc ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas častnika od 15. februarja 2012 do 14. februarja letošnje leto. Marca lansko leto je s strani poveljnika 157. logističnega polka smo prejeli predlog za sklenitev pogodbe za nedoločen čas za dotičnega pripadnika. Ta pogodba se lahko sklene pod naslednjimi pogoji. Če poveljnik bataljona ali višje enote poda pozitivno mnenje, če pripadnik izpolnjuje zdravstvene zahteve in če ima letno službeno oceno v zadnjih 3 letih v povprečju dober ali več, če ima oceno iz preverjanja gibalnih sposobnosti v zadnjih 3 letih v povprečju dober ali več in če zanj ni varnostnih zadržkov. Ob izpolnjevanju vseh prej naštetih meril so torej izpolnjeni pogoji za spremembo statusa pogodbe iz določenega v nedoločen čas. Predlog za pripadnika nadporočnika Boštjana Koreljca je bil podan v obravnavo na kadrovski kolegij, to je bilo 30. marca lansko leto, kjer je bil sprejet sklep, da se sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. To je bilo sprejeto lansko leto marca.
Seveda pa je pred dokončno zaposlitvijo potrebno opraviti torej še varnostno preverjanje, ki ga opravlja obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo. In sicer 15. novembra je OVS obvestil Generalštab Slovenske vojske, da se postopek varnostnega preverjanja za dotičnega pripadnika ustavi, ker se kandidat ni odzval vabilu na razgovor, niti ni upravičil svoje odsotnosti. In glede na to, da varnostno preverjanje ni bilo opravljeno, je bil zaključek logičen in to je, da se pogodba za nedoločen čas ne sklene. V zvezi s tem naj dodam še to, da je bilo seveda strani sindikalnega predstavnika SVOZ-a tudi ukrepano, da je obveščevalno-varnostna služba že decembra lansko leto prejela kazensko prijavo, torej ovadbo strani sindikata, in ker gre za pooblaščene uradne osebe, je obveščevalno-varnostna služba to ovadbo oddala specializiranemu državnemu tožilstvu, in sicer Oddelku za preiskovanje in pregon oseb s posebnimi pooblastili. Seveda bomo zdaj čakali na to, kakšen bo razplet tovrstnih preiskav. Zaenkrat pa naj povem to, da po podatkih, ki sem jih dobil strani Generalštaba Slovenske vojske, je problem v tem, da pripadnik ni opravil varnostnega preverjanja in v skladu s postopki, ki veljajo v Slovenski vojski, mora vsakdo izmed zaposlenih tudi izpolniti to varnostno preverjanje. Kot rečeno, se za neodzivnost ni ne opravičil oziroma ne kakorkoli drugače odreagiral. Drugače naj pa poudarim še to, kar je poslanec uvodoma problematiziral, da sprememba Zakona o obrambi izjemno dobro deluje in da se še enkrat zahvaljujem vsem poslancem, ki so ta zakon podprli, ker je prinesel ogromno miru in stabilnosti v vrste Slovenske vojske, kar pomeni, da veliki večini zaradi pomanjkanja kadrov se pogodbe podaljšujejo, če izpolnjujejo seveda psihofizične standarde, in če jih vojska potrebuje, se seveda te pogodbe podaljšujejo. Mislim, da je bila velika večina pogodb podaljšanih, le nekaj izjemnih primerov, kjer pa je šlo za varnostne zadržke. Tako da zakon vsekakor zelo primerno deluje in je bilo s spremembo tega zakona doseženo tisto, kar smo si želeli, to je, da sposobnim in dela željnim še omogočimo, da še naprej delujejo v vrstah Slovenske vojske. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala za besedo. Edina stvar, ki v Slovenski vojski dobro deluje, je kadrovska korupcija visokih činov, ki jo vi, minister Tonin, še hranite in podpirate. Na to kadrovsko korupcijo in na klientelizem je med drugimi opozarjal tudi sindikat, zanj tudi sindikalist Boštjan Korelc, ki se mu sedaj pod pretvezo neprestanega varnostnega preverjanja odpoveduje pogodbo o zaposlitvi oziroma ne podaljšuje pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas. To so na koncu dneva fakti bruti. Sindikalist Boštjan Korelc, vojak, o kakršnemkoli varnostnem preverjanju ni bil obveščen. Kako naj se odzove na varnostno preverjanje, o katerem sploh ni bil obveščen? To kot prvo. Kot drugo, za postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas zakoni in podzakonski akti jasno določanja, da se varnostno preverjanje ne začne ne kot del neke avtomatike tega postopka kot drugo. Bi moral gospod Korelc za to varnostno preverjanje izpolniti cel kup nekih vprašalnikov že vnaprej, ne vem kaj še vse, nič od tega se ni zgodilo. Zelo jasno se izkazuje, da gre za vodenje prikritih postopkov zoper sindikate v vojski, zoper vojakinje in vojake, ki jih te sindikati zastopajo, in seveda najglasnejše sindikalne predstavnike, na katere se obračajo. Seveda bi bilo naivno, če bi pričakovali, da boste vi, minister Tonin, enkrat za spremembo stal na strani vojakinj in vojakov in na strani delavk in delavcev, brez katerih vsa ta masa orožja, za katerega mečete denar, deluje še bolj neuporabno, kot bi delovala sicer.
Kar me zanima, je še enkrat, zakaj sindikalista Korelca pred metanjem na cesto ne zaščitite, če ne zavolj drugega, zgolj za toliko časa, da se zamenja garnitura na Ministrstvu za obrambo, da pride neka naslednja vlada, ki bo z delavkami in delavci in z vojakinjami in vojaki delala veliko bolj pošteno, kot to počnete vi. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Moram reči, da se morala in sama situacija v Slovenski vojski zelo izboljšuje, da po desetletju slabih kadrovskih številk se je v letu 2020 in 2021 to prvič obrnilo navzgor, tako da imamo prvi leti, ko beležimo pozitivne trende, prav tako imamo pa izjemen odziv mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka. Če je bilo še pred leti takih interesentov 60, smo jih imeli v lanskem letu 600, kar zagotovo priča v tem, da neke stvari delamo prav. Poleg boljših kadrovskih trendov se je pa začela tudi modernizacija Slovenske vojske, ki bo Slovensko vojsko končno opremila tako, kot si zasluži. Glede tega zapleta, ki ga seveda izpostavlja poslanec, naj pa še enkrat rečem. Kdaj lahko nekdo dobi pogodbo za nedoločen čas, je jasno predpisano. Izpolnjevati moraš 5 kriterijev, ki sem jih prej povedal, od pozitivnega mnenja do izpolnjevanja zdravstvenih kriterijev, varnostnih kriterijev, do ustrezne ocene pri delu in službeni oceni in pri gibalnih sposobnostih. In seveda na koncu moraš opraviti varnostno preverjanje. Če bi bilo to res, kar trdi poslanec Kordiš, potem bi najverjetneje to šlo za eno izmed kršitev v postopku. In glede na to, da bo to preverjalo specializirano državno tožilstvo, jaz tukaj ne vidim nobenih problemov, kar pomeni, da če se bo ugotovilo, pa jaz sem prepričan, da se ne bo, ampak če se bo ugotovilo, da je obveščevalno-varnostna služba kršila neke predpisane postopke, potem bomo seveda na začetku in bodo morali tudi pristojni na obveščevalno-varnostni službi za te napake odgovarjati. Ker pa verjamem, da so stvari peljali tako, kot so jih vedno doslej peljali in da gre tukaj iz meni neznanih razlogov za neodzivnost posameznega pripadnika, se je pa zgodilo tako, kot je. In kakršnokoli drugačno individualno obravnavo bi zagotavljali temu posamezniku, bi kršili predpise. Mi se držimo, da veljajo pravila za vse enako, pa ni važno, ali gre za vojaka, podčastnika ali častnika. In mislim, da samo na takšen princip in s takšnim načinom dela lahko zagotavljamo neke fer odnose. Kljub temu, da gre za sindikalnega zaupnika, ne more imeti nekih posebnih privilegijev ali statusov zgolj zaradi dejstva, da je sindikalni zaupnik. Tudi zanj veljajo isti predpisi in isti kriteriji kot za vse ostale pripadnike. In če to izpolnjuješ, potem lahko imaš pogodbo za nedoločen čas, drugače seveda ne. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Ena bolj zavrženih praks delodajalcev, slabih delodajalcev, na katere konsistentno opozarjamo v Levici, je to, da človeka sindikalista, ki postane preveč glasen v svojem opozarjanju na nepravilnosti in zavzemanju za pravice svojih sodelavcev, da ga kar vržejo na cesto. To naredijo nelegalno, potem naj se pa človek ubija za revščino, s psihološko stisko in naj dokazuje svoj prav na sodišču. To prakso najslabše branže delodajalcev v Sloveniji je minister Tonin pripeljal v Slovensko vojsko. Sindikalista, ki je jasno in glasno nasprotoval vladnim rabotam in kadrovski korupciji visokih činov, se je discipliniralo in postavilo pred vrata pod za lase prevlečenim izgovorom, da ni prestal varnostnega preverjanja, o katerem sploh ni bil obveščen. Pa je to le zadnji korak v seriji. Ko smo v Levici sklicali sejo Odbora za obrambo, na kateri smo opozarjali, kako poslanec Nove Slovenije, stranke ministra Tonina, častnikom Slovenske vojske na nekem
tečaju želi prati mozeg o veličini in dobroti velike vlade Janeza Janše, se je sindikatu, katerega podpredsednik je imenovani Korelc, ki ga zdaj mečete na cesto, poskušalo odvzeti reprezentativnost. Grozili ste jim z odpovedjo pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata. Konec lanskega leta ste temu istemu sindikatu ukinili intranetno stran na intranetu Ministrstva za obrambo, o čemer smo vašega državnega sekretarja že povpraševali v Levici, pa je takrat obljubil pojasnila in odgovore, do danes jih še ni bilo. Tako kot danes Korelc še ne ve, zakaj se mu v resnici odpoveduje pogodba o zaposlitvi. No, saj v resnici nam je vsem jasno. Je jasno vojakom, je jasno sindikatu, je jasno njemu in je jasno nam v Levici, ki danes postavljamo to vprašanje. A vendar Ministrstvo za obrambo, ki izvaja tovrsten podel mobing, šikaniranje in odpuščanje sindikalista, še vedno ne daje prepričljivega uradnega razloga. Namesto tega se pretvarja, da je šel nek postopek, kot bi moral iti, v resnici pa ga sploh ni bilo. Gre za prikrito discipliniranje sindikalista in metanje tega sindikalista na cesto. In če se minister za obrambo obnaša kot najslabša branža delodajalcev v tej državi, saj veste, tista, ki utajuje davke, preganja delavce, jih šikanira, jih mobingira, jih odpušča čez noč in podobno, je to zagotovo skupaj z odgovorom takega ministra tema, o kateri bi moral razpravljati Državni zbor.